Pozdravljeni. Sluz ima v našem telesu pomembno vlogo. Predvsem zato, ker ščiti našo žrelo, grlo, sinuse, obdaja naše organe. Problem pa nastane, kadar se ta sluz v našem telesu nakopiči oziroma potem pride do zasluzenosti telesa. To pa pomeni, da takrat se bakterije vežejo na to sluz in imajo dobesedno, bom rekla, veselico v našem telesu in se nekako potem ta zasluzenost kaže predvsem kot nenehen kašelj, nenehen cmok imamo tulele v grlu, ki se ga ne moremo rešiti. Pri majhnih otrocih opazimo predvsem pri tem, da so konstantno zasmrkani, skozi jim teče sluz iz nosu, katerega se sploh ne moreš rešiti ne po zimi, ne poleti. Do zasluzenosti telesa prihaja največ zaradi neprimerne prehrane, kadar pač pretiravamo z uživanjem mesa, mesnih izdelkov, mlečnih izdelkov, potem če uživamo veliko sladkorja, soli, predelane hrane. Torej nekako se poskušamo tem živilom ne zdaj odpovedati, ampak jih zmanjšati oziroma jih uživati v manjši meri. Zasluzenost telesa pomeni tudi, da naše telo ni dovolj hidrirano, torej potrebuje več tekočine. Tekočino ne nadomeščamo zdaj v prehrano, torej z jedjo ali pa z čaji ali pa z drugimi napitki, ampak da naše telo potrebuje več vode. Torej, kadar mi pijemo, če tudi pijemo čaj, moramo spiti isto količino vode, tako da naše telo hidriramo in redčimo to sluz v telesu, zato da se izloči na naraven način. Katera pač zelišča oziroma začimbe pa pomagajo pri tem, da se rešimo tega? Najbolj pomagajo zelišča oziroma začimbe, ki grejejo. Torej, dobro je, da pri pripravi jedi ali pa pri pripravi čajev uporabljate zelišča, ki grejejo, ki pečejo. To so cimet, ingver, česen, čebula, čemaž, čili. V glavnem te začimbe rečijo sluz in pomagajo, da jih izkašljamo ali pa izsmrkamo, bomo tako rekli. Zelišča, ki pač jih uporabljamo v čajnih mešanicah, ki pospešujejo izločanje te sluzi, pa so predvsem zelišča, ki dobro vplivajo na naša dihala. In to so pač najbolj znan je seveda pljučnik, ker kmalu za njim je grenkuljica, ki dobro vpliva na to, da čisti naše sinuse, torej odpira to sluz v sinusih. Drugače pa je zelo dober tudi lučnik. Pri lučniku pobiramo lučnikove cvetove, so takšni rumeni. Tisti, ki ne poznate lučnika, ga mogoče poznate pod imenom papeževa sveča. Zelo rad se sam poseje, torej zelo dobro odpira naše dihalne poti in reči sluz. Potem je tukaj pomaga tudi bezeg, dobro nekako greje naše telo. Potem so tu še materina dušica, timijan. Kot sem povedala, pljučnik, grenkuljica. Vse to je dobro, da se jemlje oziroma pije nekje v kombinaciji z vitaminom C. Naravni vitamin C je pa seveda šipek, katerega je najbolje, da ga pripravljate kot hladni namok in ga potem dodate čajnim mešanicam. Za otroke, ker največ zasluzenosti opazimo ravno pri otrocih in pa tudi nekako pri starejših ljudeh, ampak pri otrocih zelo dobro pomagajo semena janeža, komarčka in pa kumine, pa še zelo prijetnega okusa so, tako so sladkasti. Torej za otroke nekje proti zasluzenosti je dobro, da kombinirate, kot sem povedala, ta semena, kakšen pljučnik, lahko dodate, vse to pa uporabljate pri otrocih starejših od
enega leta. Tako da nekako izogibamo se torej, bom rekla, tistim razvadam, uporabljamo manj sladkorja, manj soli, več sadja, zelenjave, tako da poskrbite za svoj imunski sistem in lep pozdrav do prihodnjič.